pol dan čakajo, da pač gredo iz šole, ne. Se pravi, to postane pač nek prostor druženja, ne. Ampak istočasno pa razmejitev med vstopom skozi ta vrata v bistvu prvi in drugi razred. In ta prvi in drugi razred vstopa skozi ta vrata v svojo garderobo in potem, bom rekel, umazana noga, pa čista noga ven skozi garderobo v njihov hodnik. In v tem pritličju se pač pojavijo 3 učilnice drugih razredov in 3 učilnice prvih razredov, ki imajo vse izhod direktno na teren, kar je seveda kako zahteva. Imajo pač tu kompletno prvo etažo, pri tem, da so vsi 3 prvi razredi orientirani proti tej terasi na jugovzhod, ki je velika okrog 1000 kvadratnih metrov in malo manj 950 in predstavlja istočasno tudi en prostor za druženje kompletne šole, ne. Se pravi, poleg tega, da zdaj 3. razrede istočasno jim omogočamo izhod direktno na to teraso, mi omogočamo tudi druženje v bistvu kot telovadnica, v fazi prijavljanja na razpis dejansko kot druga športna površina in tako imamo zdaj mi v tem kompletnem projektu predvidenih okrog 355 kvadratnih metrov teh novih športnih površin. Te slike pokazal tudi v bistvu sistem, kako pač dejansko deluje to osončenje. Bomo pač ugotovili, da mi to glavnino sonca dobimo zjutraj in dobimo pač do tiste 12. ure na to glavno teraso, kjer ga pač zares potrebujemo. Potem se sonce obrne in pač nadaljuje svojo pot, pa se osvetlijo prostori z druge strani, ne, in ta del se pa ustrezno naravno osenči, ne. Tako da, no in zdaj nadaljujemo to zgodbo v 3. etažo, ne. Mogoče lahko jaz tole preskočim, da se vrnem na pravo mesto. Vidite, tako se v bistvu zgodi prva etaža, tako se zdaj zgodi naslednja etaža in v tej drugi etaži, novi prizidani, ne, dobimo pa v bistvu mi prostor za matematične in pa učilnice za slovenščino. S tem pa v bistvu razbremenimo predmetno stopnjo v obstoječi šoli in v bistvu skozi to v bistvu že zagotovimo mi pač kompletne pogoje za vse manjkajoče prostore, ki jih že imamo, ne. Potem imamo pa tle še pa zelo pomembno, v tem centralnem delu v jedru tega nad teraso dobimo novo zbornico. Ker pa sem jaz v projektu tega obstoječega dela, ne, pač ker smo res dobro sodelovali z vsemi iz šole, je zadeva bila hitro jasna, da v bistvu je srce, sprav tehnično, za šolo, za dvorano in pa na koncu tudi za novo šolo zdaj v tem stopnišču in v tem obstoječem delu, ki smo ga pač pustili, ki ga nismo rušili, kjer je zdaj trenutno računovodstvo, smo se odločili, da v bistvu računovodstvo selimo v prostore obstoječe zbornice. Tle v drugi etaži dobimo pa kompletno novo zbornico, ki je pa dostopna po eni strani preko hodnikov iz te strani in po drugi strani iz hodnikov z druge strani, ne. Tako da dejansko je zdaj zbornica postala v jedru med predmetno in razredno stopnjo, ne. Torej, zdaj smo pa še v bistvu del objekta dvignili, ne. V tem delu objekta se pojavijo še pa dodatne 4 učilnice, ki pa predstavljajo zdaj v tem trenutku neko rezervo za širitev in pač niso zdaj v tej fazi bile mišljene, da bi se zdaj izdelale, ampak kot skelet pa, zaradi tega, ker če se občina želi prijaviti na razpis ekosklada, na primer, je smiselno celotno stavbe izdelati
in pač pridobiti vsa sredstva v eni fazi. Možno tudi v fazah, ampak načeloma je bolje v eni fazi. V temnem delu preostalem je pa, ker novi pravilniki za gradnjo šol in tovrstnih objektov narekujejo pač obvezno izvedbo prezračevanja v objektih, je v bistvu tle strojnica prezračevanja in pa kompletno avtonomno ogrevanje objekta z toplotnimi črpalkami, ki pridejo nameščene na obstoječo šolo, na delu tega obstoječe strehe na šoli. No in zdaj, če se nadaljujem, zelo pomembno je pa v bistvu zdaj bilo razmisliti tudi o neki smiselni in v bistvu racionalni faznosti gradnje, ne? Kar v bistvu ni tako enostavno, ne? Zato sem tudi tule pač pripravil tudi za vas en prikaz, na kak način smo si pač mi zamislili faznost, ne? Namreč, v katerem koli letnem času se recimo zgodi, da mi takrat nismo vedeli, kdaj bo kak razpis ali karkoli, ampak vsekakor občina mora strmeti k temu, da se prijavi na kak razpis, drugače je tako že težko graditi, ker so pač stroški veliki. Smo v bistvu razmišljali, kako v bistvu po fazah graditi ta obstoječ objekt, ki je pač dotrajan in pač ni primeren niti energetsko, niti kar se varnosti tiče protipotresne, niti s to elektrarno na strehi, niti nima nekako prave smeri orientacije, kar se tiče osončenja, ne. Tako da smo nekako predvideli, da bi se ta objekt lahko rušil v dveh fazah. In sicer tako, da v bistvu nekako mi porušimo v prvi fazi, to se zdaj vidi v teh barvah, ne. V prvi fazi porušimo mi v bistvu tale segment objekta, mogoče se vrnem nazaj, se pa na tlori so morda lažje predstavljeni. V prvi fazi porušimo v bistvu ta segment objekta in pri tej rušitvi še vedno zagotavljamo normalno izvajanje pouka v vseh učilnicah tega dela in tle zagotovimo začasni vhod za čas gradnje preko športne dvorane in s tem preko tega stopnišča omogočimo pač obisk otrok v obstoječi jedilnici in kuhinji. Tako je v bistvu obstoječa jedilnica in kuhinja normalno obratuje, mi pa gradimo v bistvu ta modri del, ne. V tem pravilnem liku modrega dela, teh 299 kvadratnih metrov, v bistvu mi pripravimo kompleten objekt z inštalacijami, ki so majčkeno bolj zahtevne, zato ker gre za inštalacije za kuhinjo, se pravi, gre za kup nekih talnih sifonov, prezračevanja in v bistvu več vodovodnih inštalacij, plin in podobno, ne. In zato v bistvu tu potrebujemo malo več časa. Potem pa je nekako bilo idejno planirano tako, da mi to zadevo zgradimo do začetka junija, potem pa v začetku junija otroci prenehajo obiskovati ta del, porušimo ta del in imamo v bistvu preko poletja čas zgraditi še ta del jedilnice, finalizirati kuhinjo. Na ta način bi mi v bistvu v prvi fazi že zagotovili in omogočili se pravi opravljanje nudenje kuhanja in pač jedilnice v tej fazi, ampak istočasno pa je cilj zgraditi tudi to pritličje, ne? In potem nimamo več ovir, da pač ne moramo zdaj graditi naprej tudi te tretje faze, ampak cilj je bil tak, da v bistvu lahko gradimo pač kompletno pritličje in kompletno prvo etažo, in to v bistvu finaliziramo in to lahko predstavlja neko zaključeno finančno gledano celoto. Mi smo v fazi gradbenega dovoljenja opredelili vse te možne faze, zato je pač tudi za vsako posamezno to podfazo
jo je možno zdaj izvesti in je možno v bistvu takole. Tukaj se lepo vidi to, kar je z rdečo prikazano, so predvideni posegi, se pravi rušenje kompletnega objekta, kot sem razložil v dveh fazah. To rdečo, kar je pa na obstoječem objektu, so pa v bistvu okna, ki se ali zazidajo ali pa se jim porušijo samo parapeti, tako da nekih resnih konstrukcijskih posegov v obstoječi objekt ni. Zdaj, na tem posnetku se tudi lepo vidi, kaj je predvideno za rušenje in kaj pač dejansko ostaja. Z tega se vidi, da je pač večji del obstoječega objekta pač ohranjen. Mi smo velika, da si mogoče lažje predstavljate, ta rdeči del je v bistvu zdaj ta obstoječi objekt, ki se ruši, modro je pa to, kar je pač predvideno na novo in tle je pač v bistvu zdaj prikaz tega končnega stanja. Zdaj, v teh naslednjih risbicah sem pa v bistvu prikazal tole stanje, v katerem se pač vidi, kaj se nam zdaj zares zgodi z osončenjem. Čujem, sem dole, da preskočim, pridemo do tega objekta, takole. Sprav, zdaj, tale slajd predstavlja v bistvu zdaj pogled iz te južne strani, pa neko osončenje ob 5. uri popoldan. Ta predstavlja osončenje ob 9. uri zjutraj. Tle se vidi, kako v bistvu lepo je pač osvetljena ta cela zadeva, glede na pravilno osončenje ob 9. uri, pa potem v nadaljevanju ob 17. uri, pa potem zopet to popoldansko sonce ob 17. uri, pa zopet ob 9. uri. Tako da pač, vidite, je nekako predviden, da bi kompleten promet za gradbišče pač potekal v času gradnje po v bistvu tej asfaltirani poti, ki je že v bistvu zdaj ločena z rampo. Na ta način v bistvu pač je ta vzhodni del ni namenjen gradbišču. Potem v nadaljevanju se pa v bistvu tako in tako vzpostavi, že v prvi fazi se v bistvu že vzpostavi nazaj ta v bistvu prometni režim, po katerem pač v bistvu krožno poteka promet.